Solgreg artist v naši družbi. Gregor, lepo zdrav. Pozdravljeni, živijo. O tej skladbi O Bog povej sva sicer govorila že nekaj let nazaj, ampak mislim, da je danes primeren čas, da jo ponovno osvetlimo oziroma obudimo. Ja, res je, skladbo O Bog povej sem napisal že v zelo rosnih letih, ko sem bil star 13 let je prvič išla. Na to sem jo, rekel nekako po dolgih letih, to je bilo leta 2013, vzel iz predala in jo ponovno naredil, in to predvsem zaradi vedno aktualnega teksta. Takrat smo za skladbo posneli video spot, zdaj letos pa je bilo tudi tako, da smo imeli en koncert pred nedavnim, torej februarja v Ljubljani, koncert Še živim, in na tem koncertu smo skladbo igrali v živo in jo tudi posneli tako video kot audio. Vse skupaj, kar pa se dogaja v tem času, pa me je enostavno spodbudilo, da sem resnično želel ponovno skladbo dati ven, še posebej v tej varianti v live, ker je en poseben čar in en poseben power. Seveda pa sam tekst je vedno aktualen, to, kar pa se dogaja danes, pa je dejansko resnično navdih, da ta skladba vedno znova živi. Vse od tega, da smo v takšni situaciji, da imamo enega nevidnega sovražnika pred sabo, pri katerim se moramo zapirati v hiše, in to velja za cel svet, do tega, da enostavno je bil pred kratkim potres, da pa ne govorimo o splošnih stvareh, ki me vedno znova bolijo in navdihujejo, hkrati bolijo in navdihujejo, bi rekel, od globalnega segrevanja. To je ena stvar, ki me zelo boli in si želim doprinesti, če ne drugače skozi glasbo in skozi osveščanje. Potrebno bo nekaj narediti na tem področju, potrebno bo stopiti noter, če ne bo za naše otroka dejansko prepozno. Druga stvar, na svetu je okrog 14,000 jedrskih bomb. To zadostuje za popolno uničenje civilizacije. Od tega, da je v svetu 200 milijonov podhranjenih otrok. V revščini živi 600 milijonov ljudi. 40 milijonov ljudi živi v sodobnem suženjstvu in tako dalje in tako dalje. Skratka, vse te aktualne katastrofe, ki se dogajajo, je pač nekako zajeto v tej skladbi, ki nosi naslov O Bog povej. Od tega nežnega začetka pač na koncu izrazim to bolečino tudi skozi kitaro, ko odigram tisto solo. To je zdaj nekako izčrpno, mislim, da povedano v skladbi. Torej opozarjaš na težave in tudi vse krivice. Tako je, res, to je ta, kot sem rekel že, ta druga plat, B-plat te zemlje, ki je naša zahodna civilizacija mnogokrat premalo želi videti. Če bi tisti najbogatejši 1% na svetu namenil več denarja in porazporedil denar za revnejše okolja in okolice in pa ljudi, bi stvari tekle drugače. Torej, vsekakor človeški pohlep ne pozna meja, nažalost pa vedno na koncu štele denar, kot pravi tudi pes. In potrebno je o tem razmišljati in potrebno je o tem delati. Mi kot glasbeniki smo tu zato, da o tem posveščamo, kot sem povedal, skozi glasbo, in pa absolutno smo tudi pripravljeni pomagati na vseh področjih, koliko pač mi zmoremo. Torej, ukrepati je potrebno takoj in kako? Tako, ukrepati je potrebno takoj, seveda. Mnoge organizacije so, ki se s tem ukvarjajo, tudi mnogi dobrodelni skladi. Jaz mislim, da vsak na svojem področju mora narediti vse, kar je v njegovi moči. Če lahko kdorkoli prispeva nekaj denarja nekam ali nekaj dobrega naredi vsak dan za človeštvo, ali da ne, recimo, da ima manjšo porabo plastike. Ne vem, vsak pri sebi mora začeti, jaz pravim, tako osebnostno, in tudi, če bo osebnostno človek sposoben videti sebe, bo tudi vzgojil ta čut moralni za to, kaj je dolžen zemlji, kaj mora vrniti zemlji. Pravi, treba je paziti tudi o porabi plastike. Skratka, vsak dan znova ima vsak človek možnost, da naredi nekaj dobrega za svet. Tudi če ne osnažuje, tudi če pazi, kam bo kaj vrgel. To so vse stvari, ki jih lahko vsak dan vsak človek prispeva k boljši in k zdravi družbi. Seveda pa vsak po svoje lahko prispeva. Korporacije imajo v rokah glavne stvari. Mi ne moremo proti toku plavati, vendar pa, kot pravim, vsak naj začne pri sebi in vsak naj po svoji vesti naredi za mati, naravo in zemljo najboljše, kolikor zmore. Gregor, kako ti preživljaš te dneve? Moram reči, da zelo ustvarjalno, veliko objavljam materijala online, dosti tudi grem live preko Facebooka, sem v kontaktu z svojimi sledilci, svojimi fani, ustvarjam tudi nove stvari, poleg tega delam za službo, tako kot vsi ostali, preko seveda spleta, in pa ustvarjam, kot sem že rekel, dosti časa tudi preživim z družino, kar mi je zelo ljubo, z Elovito in z Nino, tako da v bistvu nekako nam je ta karantena
zelo vajena, to pa iz časa Williama Juliana. Midva sva z Lino bila z njim praktično 3 leta oziroma 2,5 leti v karanteni. Pravzaprav bi lahko rekel, zakaj, zato ker sva bila ves čas v tem strahu pred okužbo, kakršnokoli. In to je nek tisti strah, ki ne smeš prijeti tiste kljuke, ne smeš prijeti one kljuke, moraš se razkužiti, moraš biti doma, ne smeš iti tja, ne smeš iti sem. Skratka, poznamo ta občutek, tako da moram reči, da nam zdaj ni posebej zahtevno biti v tej karanteni. No. Bova pa sedaj skladbo v živi različici spustila tudi v eter, zato pošljijo med ljudi. Tako, dragi poslušalci, še enkrat za vse vas, naj se vas dotakne skladba O Bog povej, občutite jo, poslušajte jo in občutite tisto, kar sem jaz želel izraziti v njej. In samo skupaj lahko premaknemo svet na bolje in ga bomo premaknili na bolje. In vsak se naj zaveda veličine samega sebe. To pomeni, da lahko vsak sam s svojimi dejanji in svojim obnašanjem naredi največ. O Bog povej. Žalostno je, da velikokrat preveč na tej zemlji šteje le denar. O Bog povej. Odpri srce, razgrni dušo, razpri roke, objemi me, o Bog povej, kaj smo storili, da nas svet v prepad drvi. Gledam se, vojne te, katastrofe zlo, vedo strah, solze joj, kam nas vodi to. A življenje gre na
stoji milijoni mladih ljudi. Najlepša